Verjetno ga ni navdušenca nad Formulo 1, kateri ne bi vsaj enkrat v življenju slišal za Tyrrell P34, znani šestkolesnik, kateri je bil v Formuli 1 v sezonah 76 in 77. Nastal je pod genialno idejo Dereka Gardnerja, inženirja pri Tyrrellu, in nekako sledil njegovi obsesiji z zračnim uporom. Hotel je bolid, kateri bi imel čim manjši zračni upor in čim manjšo čelno površino. Namreč takrat pravilnik ni določil, koliko je maksimalno število koles, ki jih lahko ima bolid. Nekako so si mislili, da je bilo samo po sebi umevno, da so 4, a ni bilo tako. Derek Gardner je prišel do zamisli, da vkolikor tisti prednji par koles na 13-palčnih platiščih nadomesti z 2 paroma koles manjših, a ki boste imeli enako stično površino z asfaltom kot pri tistih 13-palčnih platiščih, bo vse skladno s takratnim pravilnikom. In res, imel je prav. Zato so prepričali najprej Goodyear, pri Tyrrellu govorim, da so jim izdelali posebne pnevmatike za njihov nov projekt. In prav ime tega bolida P34 pomeni Project 34. Projekt 34. Nekako ven iz tiste sheme, ki smo jo bili vajeni pri Tyrrellu, namreč njegov predhodnik se je imenoval 007, njegov naslednik pa 008. No, ta dvojni par prednjih koles, ne samo, da jih je vgradil na bolid, tudi izjemno blizu so bile dane in pomaknjene so razmeroma nazaj. Namreč, prednji par koles je bil približno na višini gležnjev voznika, tisti zadnji par prednjih koles pa približno je imel os vrtenja na višini voznikovih kolen, kar je zahtevalo poseben stil vožnje. Tudi tik ob šasiji bolida so bile nameščene, tako da je bil izjemno ozek. In če pogledamo tudi s prednje strani, vidimo, da Tyrrell P34 ni imel tistega klasičnega aerodinamičnega stabilizatorja s profilom, temveč da je cel prednji konc nekako usmernik zraka, kateri poskrbi, da dvigne zračni tok nad tisto območje koles in ne toliko, da generira tisti aerodinamični oprijem, kot smo vajeni pri današnjih bolidih. Seveda, ko so prikazali ta bolid na evropskem delu v sezoni 76, je nastala prava senzacija. Nihče si ni zamislil, da je kaj takega sploh možno, a bilo je. In bolid je bil izjemno uspešen. V svoji dvoletni karieri je dosegel 1 zmago, na veliki nagradi Švedske leta 76, 9 drugih mest in 4 tretja. Nekomu se bo to zdelo malce malo, a zapomnimo si, da leta 76, ko je bil Tyrrell P34 tudi tretji med konstruktorji, se je odvil tudi tisti znani boj med Jamesom Huntom pa Nickyjem Laudom. Tega Tyrrella pa dostikrat sploh ne opazimo v vsem tistem dogajanju te fantastične sezone. A vrnimo se k bolidu samem. Kot povedano, imel je 10-palčna platišča na prvih 2 prednjih oseh. In danes, ko poznamo 13-palčna platišča in se sprašujemo, kako bodo izgledali bolidi z 18-palčnimi platišči, je prav tudi, da si zamislimo, kako so izgledala 10-palčna platišča na bolidu Formule 1. Nekako takole. 10-palčno platišče s pnevmatiko, s to razliko, da je bila pnevmatika Goodyear na Tyrrellu bistveno nižja. Segala je približno do tu. Izjemno majhno kolo, katero je posledično logično, da je generiralo izjemno majhno čelno površino in zračen upor. A ta fantastična ideja je imela tudi svoje hibe in svoje slabosti, katere niso mogli odpraviti in posledično je pomenilo tudi konec tega izjemno pomembnega projekta. Vozili so ga 3 fantastični vozniki, govorimo o Judiju Schechterju, Patricku Depayeju in Ronnieju Petersonu. In njihova mnenja o tem bolidu so bila različna. Judy Scheckter nikoli ni skrival, da je sovraži še danes Tyrrell P34, kljub temu, da je z njim dosegel zmago in da ga je nekako ta bolid dvignil iz tistega povprečja, v katerem se je nahajal. Patrick Depaye po drugi strani ga je oboževal.
Seveda, s to pripombo, da Patrick Depailler je res oboževal vse bolide, katere jih je imel na razpolago v Formuli 1. A poglejmo, kje so bile tiste hibe tega enkratnega projekta. Poleg nekam čudnega odziva, ki so ga imeli na volanu z dvema paroma koles, je ta projekt imel, kot sem povedal, neko hibo. Dva para prednjih koles sta pomenila izjemen oprijem na prednjem delu bolida v primerjavi z zadnjim. To se pravi, naravno je bil bolid podvržen oversteeringu, to se pravi zdrsu tistega pogonskega dela bolida, zadnje osi, in niso mogli popraviti te hibe. Namreč, seveda, kljub temu, da je bil tisti stik enake površine kot pri ostalih bolidih, sta dva para koles pomenila bistveno večji oprijem. In druga hiba, katera bi lahko z ustreznim razvojem bila tudi rešena, je bil ta, da nikoli se ni vedelo v ekstremnih primerih, kako bodo primile zavore na tistem prednjem paru koles. Namreč ni se vedelo, katero kolo bo prvo zablokiralo. Namreč, če si danes zamislimo, da se uravnoteže zavore na razmerju prednja os, zadnja os, so takrat na Tyrrellu P34 mogli to uravnotežiti na razmerju prednja os, zadnja os. In glede na tisto kolo, ki je spredaj najprej blokiralo, se je tudi spremenila medosna razdalja oziroma obnašanje bolida. Fantastični so posnetki, kako oba Tyrrella P34 drsita skozi ovinke, nekaj, kar drugi bolidi si niso mogli privoščiti v tistem času. In kot sem povedal, obstajata dve varianti tega bolida, katere mi, navdušenci, ločimo z veliko lahkoto. Tisti prvi P34 iz leta 1976, temno modre barve, izjemno eleganten, s tistim oknom, ki ga vidimo pod vzvratnim ogledalom. In namreč okno je imel tudi zato prvi bolid, ki je imel okno, ker voznik sam sploh ni videl prednjega para koles. Zato so mu naredili tisto, tisto okno iz prozornega pleksistekla, ki mu naj bo pomagala, a ugotovili so, da po nekaj krogih je tako ali tako uporabno in na nasledniku tega ni bilo več videti. Ter, kot sem povedal, naslednik iz leta 1977, P34B, bel in moder. Namreč ta ni bil toliko uspešen, prvič zaradi tega, ker je bil bistveno težji. Opazili boste, da je dobil ta bolid tudi na sprednjem delu izmenjevalce toplote in hladilnike, kar ga prvi model ni imel, in tudi Goodyear ni razvijal 10-palčnih pnevmatik za ta bolid. Fantastičen bolid, katerega danes še vsi poznamo, kljub temu, da je bil v uporabi samo 2 sezoni. Videli smo, da ideje, ki jih imajo inženirji v Formuli 1, morajo zmeraj iti izven tistih znanih okvirjev, in prav, kadar se posrečijo te domislice, lahko nekdo postane nesmrten. In Derek Gardner je s Tyrrellom P34 se vpisal med tiste vrhunske inženirje Formule 1, ki so ustvarili nekaj izjemnega, katerega še po več kot 40 letih vsi poznamo. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.